Namreč Slovenci že sicer nismo preveč naklonjeni digitalnim tehnologijam, saj jim ne zaupamo. In to recimo jasno prikazujejo številne iniciative proti 5G tehnologiji. Težava pri aplikaciji Ostani zdrav je pa dvojno nezaupanje. Prvo je nezaupanje v tehnologiji sami, kar pripisujem slabi digitalni ozaveščenosti in usposobljenosti slovenskih prebivalcev. Naslednja je pa nezaupanje v vladi sami. Namreč vlada po eni strani krivi prebivalce, da ne spoštujejo ukrepe, sama pa po drugi strani deluje zelo netransparentno. Če pogledamo recimo aplikacijo, mi sploh ne vemo do sedaj, kako je ta aplikacija prispevala k omejevanju epidemije, saj nimamo ustreznih podatkov za to, da bi znali oceniti. Število izdanih in vnešenih tam kod, do katerih pa imamo dostop, je bistveno prenizko, glede na število pozitivnih testov. Velikokrat, če pogledamo recimo razne forume, uporabniki poročajo o zelo nestabilnem delovanju aplikacije, kar seveda vzbuja neko nezaupanje v sami aplikaciji.